Dobrodošli v novem B33 Tactical opremljen.si vlogu. Danes snemamo tretji del iskanja potencialnih konjeniških poti iz Rateža do Gorjancev. Zdaj tokrat smo šli iz doline proti Gorjancem in sicer nam je današnji cilj, da najdemo potko iz smeri Rateža pa nekje do Hrušice. Zakaj Hrušica? Ker se nahaja med Dovžem in pa Pangrčgrmom. Zadnjič smo bili pa tule na Svetem Miklavžu, se pravi nekako bi po tej smeri prišli. Zdaj konkretno tale pot makadamska je tista pot, ki vodi iz naselja Ratež. Se pravi tole je tale, se pravi tukaj pri Nosanu smo zavili noter na travnike po makadamski poti in zdaj se tukaj nahajamo. Prihod, tule prihod je tista streha, kot se vidi tam. Tisto, kar bomo pa zdaj pogledali, je pa ideja ali nadaljevati sem dol. Se pravi, tukaj je tale pot, ki gre ob samem potoku. Se pravi, to je tale pot. Tale, se pravi tale. Bomo videli, ali je to, kakšna je, ali je mehka makadamska. Druga opcija je pa tale, se pravi skozi gozd. Tako da ja, tisto kar ja, raziščemo te opcije in potem na osnovi tega se odločimo, kako nadaljevati. Akcija. Evo ga, takole. Zdaj tele hiše tule, pa tale tule spodaj so ob potoku. Zdaj šli smo pogledati, lahko bi načeloma prišel mimo teh hiš, sam bi mogel videti mimo dvorišča tele spodnje hiše, pa potem prek potoka, da bi prišel po tele spodnji potki ob potoku in tlele gor. Se pravi, mi se zdaj nahajamo na stičišču tukajle, tule, se pravi, pot je tukaj do te spodnje hiše, potem bi bila prek potoka in zdaj smo nekje tlele. Tako da gremo pogledati, tule probati najti izhod iz te šumice, pa da vidimo, kako naprej, se pravi, kakšna je pot. Trenutno kaže tako lepo, sicer za vozilo bi sicer šlo, samo je blatno. Kar se tiče pa konjičkov, je pa vrhunsko, se pravi, je dosti utrjena, mehka je, ni kamenja, tako da ja, gremo naprej, obetavno. Evo ga, nahajamo se na vrhu tega hriba, Kremenjak se imenuje, najvišja točka 297 metrov. Gor je lepo ravno, rdeči bor, borovnice, to se zdaj nahajamo tule. Se pravi, tule smo nekje na sredini. Cilj nam je Hrušica, kar pomeni, bomo potem probali bodisi iti po tej poti ali pa recimo nekje to presekati, bomo videli. Sama pot, samo okolje je res lepo, omogoča tako, da hodiš ti ob konju, ni preveč strmine, kot tudi jezdenje, ni nizkih krošenj, ni vej, ki se prepogibajo na pot. Tako da ja, obetavno, gremo naprej. Evo ga, prišli smo mi na vrh Kremenjaka. To je tale košenica. Tale košenica je tale. Se pravi, nahajamo se na 297 metrih. Tiste hiške tam v daljavi, se pravi tam na onem hribčku, bi bile tele, se pravi hrib. Zatem je pa Hrušica. Hrib na nasprotni strani je pa Breznik. Tako da ja, zdaj mi se nahajamo tule, šli bomo ob robu te košenice,
se spustili dol in med Kremenjakom in Breznikom po dolinci prišli do teh Košenic. Pa videli, kakšne so opcije, ali lahko presekamo nekako takole, ali bomo dejansko sledili dolinski varianti. To bomo še raziskali. Tako da ja, gremo naprej, akcija. Evo ga, prišli smo iz Košenic dol. To Košenice so tele, se pravi, mi se nahajamo tukaj na tem križišču. Tale steza, sicer zemljevid je 20 let star, je v tem času postala asfaltirana. En orientir nam je potem tale križ. Ker moramo na ono stran priti, bomo šli pogledat, kam tale potkica vodi, čisto tako za hec. Sicer je tale hrib Breznik. Tako da ja, gremo zdaj pogledat v tej smeri. Cilj nam je Hrušica. Tako da ja, gremo. Evo ga, nahajamo se pod Breznikom. Se pravi, to se nahajamo zdaj tule. Tale potka gre dol do tega travnička pri Šumečem potoku. Mi se nahajamo tule, tik pod vrhom in bomo napredovali po tele poti, se pravi v hrib navzgor Breznika, se pravi, da se bomo potem spustili dol do Hrušice. Tako da ja, gremo naprej po tele poti. Evo ga, takole, zdaj smo v bistvu prišli na vrh, na planoto Breznika. To se nahajamo tule, pot, se pravi tule nekje, višinska je 358. Zdaj se bomo pa po tele poti spustili do teh Košenic in potem bomo videli na desni strani Hrušico. Bomo videli, mogoče gremo pogledati tole jamo Hrušica, bomo videli, koliko bo časovno. Definitivno je pa taka lepa pot, se pravi tale, kjer smo se vzpenjali, je šla tako, sicer peš pot, kolovozna pot, še vedno lepa. Zdaj tule smo prišli na malce večjo gozdno pot, tako da ja, gremo naprej proti Hrušici, do Košenic Hrušice. Evo ga, tako, prišli smo ven iz gozdička. Potka je taka lepa, zdaj smo v času, ko cvete akacija, vonjave so bile prijetne, tudi pot je bila tako pokrita z cvetovi akacije. Zdaj mi se nahajamo tule nad vasico Hrušica, če gremo malce sem bolj, da pokažemo. Tista cerkev tam, ki jo vidimo, sicer je bolj tak sivkast zvonik, se pravi naravno, če gledamo sporedno z to njivo, je cerkev, to je tale cerkev, se pravi Hrušica. Če pogledamo, mi se pa nahajamo zdaj tule, a ne? Tule. Tako da gremo zdaj po tele potki naprej, da vidimo, kam prideš. Tam je nek objekt, pa bomo pol probali nekako najti, daj drugič pot do Pangrčgrma ali pa do Dož, kaj to, do Dovža, ja. Samo boljša verjetnost do Pangrčgrma, ker od Pangrčgrma naprej je do Svetega Miklavža. Bomo videli. Se pravi, prvi cilj je dosežen. Se pravi, kaj nam je danes uspelo? Danes nam je uspelo priti iz Rateža, se pravi tukaj od prihoda pod Kremenjakom, pod Breznikom in tule ven pod Hrušico. Se pravi, to pot imamo mi zdaj zdefinirano. Zdaj gremo malo za foro pogledati, če bomo našli to jamo Hrušico, pa potem enkrat nadalje raziskujemo poti
od točke Hrušice. Tako da ja, gremo pogledat, da vidimo, kam pelje tale potka. Ok, takole, našli smo eno tako potko od teh košenic. Malce naprej se nahaja jama Hrušica. Tukaj je pa potem ta makadamska pot, ki bi lahko tudi prišli na ono izhodišče, ko smo šli ven iz gozda, to bomo še raziskali. Drugače smo pa prišli po tele stezi, se pravi, šli smo, da pokažemo na zemljevidu. Prejšnje javljanje smo opravili tule na robu tega travnika in potem smo šli ob robu travnika, po tem robu, se pravi, zdaj zemljevid je star 20 let, samo tukaj so zdaj tiste hiše pa vikendi, se pravi, to so te vikendi in mi se nahajamo zdaj tule malce pred jamo Hrušica, ki jo gremo zdaj pogledati, se pravi, smo nekje na te potki, tukaj. Definitivno je pa lepo prehodno, se pravi, če gledamo iz samega Rateža, smo lepo našli pot do same jame Hrušica, ki je, tako bi rekel, ni nobenih vasi. Tukaj, kar smo se izognili, smo se dejansko izognili tem novo nastalim gradnjam, tako da ja, vrhunsko, gremo naprej. Evo ga, tako, sama jama Hrušica se nahaja nekje tule. Vhoda kot takšnega pač žal nismo našli, že preveč zaraščeno. Tule na levi strani se nahaja cerkvica Hrušica. Tako da ja, naše raziskovanje potem nadaljujemo enkrat kasneje. Tako da ja, vidim, da je šel tam traktor. Gremo pogledati tukaj do tiste potke, pa potem naprej, pa si mogoče ogledamo še cerkev Hrušico. Tako da ja, ena priložnost. Evo ga, nahajamo se v centru vasi Hrušica. Na desni strani je cerkev s pokopališčem. Tule v centru na trgu imamo potem kapelico, se pravi Sveti Jurij, pa potem indikator Sveti Trije, se pravi, tukaj imamo planinski dom Gospodična, se pravi 2 ure pa 15, če hodimo skozi Pangrčgarem. Tale smer gre pa proti Gaborju. Tako da ja, za danes mi to tukaj zaključimo. Pa nadaljujemo potem naslednjič z teh lokacij. Se vidimo. Ok, tisto, kar bi potem delil še naprej, je ena potka, ki se mi zdi obetavna. Se pravi, nahajamo se na vrhu Hrušice, spodaj je center Hrušice. Tam, kjer smo prišli iz smeri Rateža, je tisti travnik. Pri oni akaciji, na sred je ta lovska preža. Tisto, kar se mi zdi pa potem zanimivo, je, da bi šli po tej cesti tule in bi potem proti Pangrčgrmu lahko nadaljevali tule, prek tere tabli noter desno. Potem tudi tale pot noter, tako da definitivno potem to pogledamo enkrat naslednjič, tako da ja, gremo mi naprej. Dobrodošli v novem B33 Tactical opremljanje.si vlogu. Danes vam bomo predstavili liofilizirani obrok, in sicer legendarne testenine Bolognese, proizvajalca Goodwood Mills. Gre za liofilizirani obrok. Liofilizacija pomeni, da obrok skuhajo, globoko zamrznejo, v vakuumu odvzamejo kristalčke, zapakirajo
in s tem dosežejo življenjsko dobo 8 let, hkrati ohranijo izgled vsebine, okus in barvila ter skoraj vse vitamine in minerale, dokazano več kot 95%. Prednosti liofiliziranih obrokov so, da poleg dolgotrajne uporabe da so zelo lahki, recimo tale konkretno suha vsebina je 120 gramov, ko pa mi vlijemo vodo in hidriramo, pridemo do 400 gramov vsebine. Potrebno je omeniti, da sam obrok je brez konzervansov in brez umetnih barvil, se pravi gre za popolnoma naravno zadevo. Je bogat vir proteinov in energije, saj ima recimo na 100 gramov 521 kilokalorij in pa 20 gramov proteinov. Če gledamo vsebino vrečke, ki je 120 gramov, pridemo na 652 kilokalorij oziroma 625 kilokalorij in pa 24 gramov beljakovin. Sama navodila so prikazana na hrbtni strani. Logika pa je, da mi odpremo paketek, vlijemo vodo, konkretno v tem primeru vlijemo 280 ml, 100 stopinj Celzija, lahko je 70 stopinj Celzija, važno je, da je vroča voda, in sicer do nivoja 2. Nivo 2 je označen na notranji strani vrečke. Premešamo, pustimo 15 do 20 minut in jemo. Tako da nič, pripravimo obrok, pogledamo, kako izgleda in delimo prve vtise. Se pravi, odpremo pri tej zarezici. Pri zarezici odpremo. Notri se nahaja ziper, zadosti močen, se pravi, takole izgleda. Odstranimo absorber kisika. Namen absorbera kisika je, da iz notranjosti odvzema kisik, s tem se poveča obstojnost in pa prepreči, da bi se razvile bakterije. Vidimo, da je to dejansko pravi obrok, ni to prah, se pravi, noter imamo mi makarončke, meso. Če pogledamo, nič nismo rekli o sestavinah, se pravi, imamo testenine 37%, potem imamo omako paradižnik, paradižnikova meska, korenje, čebulca, sol, začimbe in pa 52% mesa, ki je kombinacija govedine in pa svinjine. Tako da ja, bogat vir. Zdaj pa tisto, kar nadaljujemo, je, da do nivoja, mislim, da so, ja, do nivoja 2, se pravi, nivo 2 je tale črtica tule, piše nivo 2, level 2, vlijemo vodo. Takole, vlijemo vodo. Takole. In pa premešamo. Dobro je, da premešamo zadosti, se pravi, da se vsa vsebina dobro hidrira. In potem zapremo za ziperjem.
ter tako počakamo 15 do 20 minut, da se vsebina hidrira. Zdaj, vkolikor mi ne bi imeli vroče vode, bi lahko vlili tudi hladno vodo. V tem primeru bi počakali dvokratnik časa. Tokrat vroča voda, priporočamo definitivno vročo. Je pa tako, da če imamo čas, pač uživamo v naravi, v družbi, ko čakamo, da se hidrira. Če časa nimamo, lahko damo to bodi si v kargo žep ali v nahrbtnik. Nadaljujemo pot, čez 15 minut se ustavimo, odpremo, pojemo. Ker paketek je v bistvu zadosti ziper močen, da nič ne spušča, vsebina ne pade dol. Počakamo 15 minut in potem probamo. Evo ga, 10 minut je minilo, zdaj pa probimo. Testenine bolognese. Pred uporabo še malce premešamo. Izgleda takole. Diši lepo. Vidi se, da je veliko mesa. V redu je, v redu je. Res veliko mesa. Makarončki so še čvrsti, al dente. Tako dobro, da vmes to kar takoj pojedo. Res, da boste še vi vedeli, da je to res dobro, pa res vrhunsko. Pejte na opremljen.si, poleg špagetov oziroma testenin bolognese so še ostali okusi, vedno se najde za koga tisto, kar ima najraje. Meni so testenine vrhunske, tako da ja. Prva liga. Nič, opremite se na opremljen.si, tako lepo v naravi. Kaj češ lepšega? Danes smo malo raziskovali konjeniške poti po Gorjancih, tako da po napornem dnevu pa še en topel obrok. Zelo dober. Zato ga je presenetljivo veliko mesa, paradižnik se lepo čuti, malo sirčka je tudi noter, čebulca. Zato kar je še dobro je, da sam paketek se res lepo postrga, da nič ne ostane noter, res dostop do hrane. Sam paketek pol ko pojemo, pa uporabimo kot vrečko za smeti, se pravi tudi to, kar smo utrgali, absorber kisika ali pa kakšne take manjše smeti, pa damo noter, vzamemo. Poanta je, da tisto, kar prinesemo s sabo v naravo, tudi odnesemo. Definitivno se splača. Tako da ja, opremite se na opremljen.si, nabavite, dober tek. Tako, snemamo oddajo in prišli smo do luže. Kaj češ lepšega, kot prikazati, da so dejansko Akku Tactical KS Šver škornji
nepremočljivi in lahko hodiš kjerkoli. Tako da evo ga, gledajte. Vrhunsko. Recimo, če gledamo, tako ima zdaj nič ne premoči. Če gledamo, recimo, sam jezik je narejen tako, da v bistvu je iz enega dela usnja, kar pomeni, ni šans, da pride do vdora vode. Tako da ja. Usnje je debelo 2,4 mm, dodatno ojačano in zaščiteno z gumo. Definitivno priporočamo. Na opremem.si dobite, na zalogi so vse številke, ki so najbolj prodajane v Sloveniji. So tisti, če imate majhno nogo ali pa veliko, počakate 10 dni in dobite. Oglasite se pri nas, tako da na opremem.si vas opremimo. Akcija.